Dober dan in dobro jutro, pozdravljeni na Prodexovem webinarju. Tukaj je četrtek, tukaj smo mi. Danes bo nekaj več povedala Jerneja. Ona pri nas skrbi za vsebino, kar pomeni, da je verjetno ena najbolj kvalificiranih oseb, da nam govori o obveznih sestavinah bloga, ki ga piše podjetje. Predstavljam si, da bo govorila o pomembnih stvareh, kot so naslov, nek naslednji korak, kaj narediti po prebranem blogu, kako dobiti bralce, kako zadržati bralce, pa da ne čakamo preveč. Jerneja, prosim za besedo. Hvala. Živjo vsem. Torej, ja, danes sem želela malo več povedati o tem, kaj mora vaš blog, torej blog vašega podjetja vsebovati, zato da res z njim nekako dosežete tisti cilj, ki si ga želite. In na začetku se bomo najprej ustavili pri tem, kaj blog dejansko je. V slovenščini imamo namreč eno tako zadrego, kjer mislimo, da je blog enako posameznemu zapisu na blogu, kar ni res, ampak pripelje pa to do določenih zadreg ali pa nesporazumov. Tudi marsikdo je mislil, da bom danes govorila o tem, kako napisati en zapis na blogu, medtem ko sem si zastavila za cilj, da na koncu vemo, kako mora blog, torej skupek zapisov na določeni spletni strani nekega podjetja izgledati. Torej, vse, kar vidite tukaj na ekranu, je blog, puščice pa kažejo na posamezne zapise ali objave. In zelo si želim, da bi se tega nekako držali. Bolj ali manj se že prijemlje to, bolj ali manj že vsi govorimo o zapisih, o posameznih zapisih na blogu in ne več o posameznih blogih kot zapisih. Tako da ne bo kakršnega koli nesporazuma, danes bom dejansko govorila o celotnem blogu, kaj potrebuje, da je v redu, kaj potrebuje za to, da privablja bralce in kaj so tiste osnove, ki jim morate zadostovati, zato da bo vaš blog dejansko uspešen. Še nekaj, govorila bom o blogu podjetja, ne pa o zasebnih blogih. Drugačna pravila, drugačne smernice veljajo, zato dajmo se danes posvetiti dejansko blogom, ki jih ustvarjajo podjetja. Torej, preden grem k čisto konkretnim sestavinam, se pomudimo malo bolj še vedno pri vsebini. O vsebini smo mi že veliko povedali in o pisanju te v naših webinarjih pa še bomo, zato danes to zgolj na hitro, ampak osnova, preden začnete sploh pisati blog, preden začnete o tem premišljevati, morate najprej premisliti, komu boste pisali, torej kdo je vaše ciljno občinstvo, čigave probleme vi pravzaprav rešujete in kakšni so ti problemi in kakšne so vaše rešitve, da dejansko lahko rešujete te probleme. Ne pišite na splošno malo o tem in malo o onem. To je popolnoma primerno za zasebne bloge, medtem ko za bloge podjetij to ni ravno produktivno, no, ne rečem, da je prepovedano, ne dosežete pa pravzaprav kakšnih posebnih ciljev s tem. Torej, vedno pišite z namenom, vsak zapis naj bo uvod v neko dejanje, za katero želite, da ga bralec naredi. Končni cilj vseh zapisov naj bo neke vrste konverzija, bodisi prenos dokumenta, bodisi prijava na dogodek, bodisi ogled še kakšne vsebine ali prispevka, ampak o tem nekaj več kasneje. Skratka, preden začnete s pisanjem zapisov na blogu, si razjasnite, komu pišete in zakaj. Kaj želite s tem doseči. No, in če gremo sedaj kar dejansko na konkretne te sestavine, ki nekako sestavljajo blog in brez katerih blog ne dosega ciljev, ki si jih vsako podjetje želi. Torej, naslov bloga, pri čemer mislim naslov dejanskega bloga, dejanske sekcije na spletni strani in ne naslov posameznega zapisa.
To je na prvi pogled nepomembna stvar in precej malo podjetij se s tem ukvarja ali ima celo poseben naslov. In na prvi pogled večina spletnih strani podjetij, če že ima blog, ima naslov blog. Tudi mi, vendar pa ga zelo močno brendiramo, kjerkoli že objavljamo naše zapise s Frodix blog, tako da se vseeno pozna, da je to naš blog. Medtem ko je Coca-Cola šla še en korak dlje in svoj blog naslovila z Unbottled. Tako da se da biti zelo izviren in zelo posrečen, če k temu pristopite z malo premisleka. Kaj naredite z naslovom bloga? Prepoznavnost znamke je en tak cilj, ki ga lahko zasledujete s tem. Drugo pa je, da če se vaši bralci naročijo na prejemanje objav prek RSS-a, bo naslov vašega bloga dejansko napisan kot naslov vašega bloga, kot nekaj posebnega in izstopal med drugimi, morda bolj generičnimi naslovi blogov. Tako da o tem je vredno premisliti. Ni morda najbolj nujna sestavina, vsekakor pa zelo pomaga pri doseganju širšega kroga bralcev. Naslednja taka sestavina so gumbi za deljenje, torej ne samo po družabnih omrežjih, tudi preko elektronske pošte. Ko ste napisali zapis, ste naredili šele recimo 1/3. Ta zapis je treba poslati med bralce, ne samo preko e-novic, tudi s pomočjo družabnih omrežij. In ena stvar je, da bralcem omogočite, da sami to naredijo, s tem, da to naredite res zelo enostavno, zgolj z 2 klikoma. Prvi klik je dejansko na ikono za družabno omrežje in drugi klik je, ko se to okno odpre, da klikne samo še objavi. Tako da tole je en način, kako to naredite, tako imamo mi. Drug način so razni vtičniki, recimo Airbnb ima enega bolj razširjenih in sicer Add This. Ta je tudi dokaj enostaven za implementiranje in lahko drastično poveča deljenje vaših zapisov. Pri tem pa eno opozorilo. Obstajajo tudi takšni gumbi za deljenje oziroma takšna orodja, ki omogočajo deljenje, ki spremljajo tudi in dejansko zapišejo, koliko delitev je bilo opravljenih. S tem ni nič narobe, vendar pa ima lahko en negativen psihološki učinek, če je delitev premalo. Zelo hitro se namreč zgodi, da če nekdo vidi, da je delitev malo ali skoraj ali nič, si misli, da tudi sam tega ne bo delil, ker če nihče ne deli, potem je najbrž s tem nekaj narobe. Tako da, dokler ne veste, da vaše zapise dejansko ljudje delijo po družabnih omrežjih, si mogoče omislite eno orodje ali pa gumbe, ki tega ne štejejo. In še en način, kako lahko vaša vsebina doseže širši krog bralcev, tole je Click to Tweet orodje oziroma vtičnik, pri katerem je treba paziti na 2 stvari. Eno je, da ne prekoračite dolžine tvita, sicer se vam ta ne bo v celoti pokazal in bo recimo namesto konca stavka bojo samo 3 pikice, kar seveda ni okej. In druga stvar, predvsem ena taka neprijetna napaka, je, da ko ta vtičnik dejansko implementirate, da ne pozabite nastaviti vašega Twitter handla, sicer se vam bo, ko bo nekdo objavil to na Twitterju, pokazalo takole. In 3 X-ov si ne želite zraven svojih zapisov, razen če ste seveda v taki industriji. Ko nekdo deli naše zapise, se pa lepo pokaže naš Twitter vtičnik in enako seveda priporočam tudi vam. Naslednja stvar, ki se morda zdi nekoliko nesmiselna glede na naše izkušnje, kako se ljudje kaj prijavljajo na e-novice, je, da imate dejansko obrazec za prijavo na e-novice zraven oziroma na vašem blogu. To pa zato, ker kljub splošnemu vtisu, da se bralci in obiskovalci spletnih strani večinoma ne prijavljajo na e-novice, to ni popolnoma res.
Z dobro vsebino zelo hitro dobite zainteresirane za svoje e-novice in mi, na primer, sedaj dosegamo že lepe številke prijav tudi prek tega obrazca. Tako da to je vsekakor ena zelo hiter način, kako dobiti bralce za svoje vsebine in jaz je ne bi izpustila, tudi če recimo na začetku ne bo ne vem koliko prijav. Sčasoma bodo začeli prihajati, seveda pa predpogoj je dobra vsebina. Brez dobre vsebine vam tudi ta obrazec ne bo veliko pomagal. Lepo je pisati blog, seveda, ampak ne se pa delati lepih, da v poslu delamo karkoli samo zato, ker nam je fino. V poslu vse delamo zato, da imamo kaj od tega. Tudi blog pišemo zaradi tega. In kaj pravzaprav imamo od tega? V prvi vrsti konverzije. In če naši zapisi in naš blog ne pripomorejo k konverzijam, potem se moramo najbrž začeti spraševati, če se nam splača vlagati naš čas v pisanje bloga in B, a res delamo vse prav, a spodbujamo konverzije. In ena od stvari, ki jih res nujno moramo delati, ko pišemo blog oziroma ko pišemo zapise, je, da bralce usmerimo k nekemu dejanju in jim povemo, kaj bo njihov naslednji korak. Običajno se to zgodi na koncu zapisa. Res je škoda dobiti človeka na zapis in ga prepričati, da zapis dejansko prebere do konca in ga potem pustiti viseti v zraku. Torej, da dejansko ne ve, kaj narediti oziroma da zapre spletno stran. In je to. Skoraj vsi ljudje, ki preberejo zapis do konca, ki se jim zdi tako zanimivo, da dejansko pridejo do konca, so pripravljeni še kaj storiti. In dajmo jim to mi povedati. Redki gredo potem še nekaj raziskovati sami od sebe. Zdaj, kako lahko to naredimo? Eno je, da jim preprosto damo navadno povezavo, kam še lahko grejo in jim povemo, kaj naj s to povezavo naredijo. Drugo je, da jim damo sliko in povemo, da lahko kliknejo na to sliko, kaj pomeni ta slika, kaj lahko z njo naredijo oziroma kaj lahko na tej povezavi dobijo. Ali pa dejansko navaden CTA gumb, torej CTA call to action, poziv k dejanju. Tudi to je lep način, kako bralce povabiti k nadaljnjemu udejstvovanju na naši spletni strani. Tako da vsak zapis nekako pišemo s tem v mislih, kaj je naslednji korak po tem zapisu. Itak moramo premišljati, zakaj smo ta zapis sploh napisali, kaj je namen. In potem ves zapis nekako pišemo v smeri, da dejansko bralca že nekako v ta namen tudi pripeljemo in mu na koncu pa zelo jasno povemo, kaj želimo, da naredi. Naslednja stvar prispeva predvsem k jasnosti ali pa k preglednosti bloga. Sčasoma, in vem, da je na začetku, ko se bloga šele lotevamo, to zelo težko razumeti, ampak sčasoma se bo na našem blogu nabralo precejšnje število zapisov in zato je pametno, da imamo neke kategorije, v katere te zapise spravljamo in s katerimi pomagamo bralcu, da dejansko najde tisto, kar išče, neko določeno temo. Zato je dobro imeti blog organiziran oziroma zapise organizirane nekako po kategorijah. Eno je recimo v obliki takega seznama. Mi imamo tukaj 4 kategorije, unole uncategorized bomo pa kar umaknili, ker noben od naših zapisov ni nekategoriziran, vsi spadajo v eno od zgornjih 4 kategorij. Drugo pa je v obliki enega takega besednega oblaka iz najpogostejših oznak. Morda so kategorije vseeno bolj pregledne in še sploh, če je oznak vedno več, potem to hitro nastane neka taka zmeda. Tako da jaz priporočam kar kategorije. Ne izberite si jih preveč, izberite si nekaj tistih, s katerimi se res ukvarjate, s katerimi se ukvarja vaše podjetje oziroma v okviru katerih
dejansko vi ponujate neke rešitve. Še ena stvar, okoli katere se morda malo krešejo mnenja, komentiranje. S komentiranjem je tako. Marsikdo meni, da se je temu bolje izogniti iz istega razloga, kot ni dobro meriti delitev na družabnih omrežjih. In sicer, če komentarjev ni, potem izgleda vse precej ubogo. Po drugi strani pa, če komentarjev ne omogočite, jih pač tudi nikoli ne bo. Mi jih imamo omogočene in od časa do časa, ne vedno, ampak od časa do časa se razvije debata, ki bogati naše zapise. Zato osebno sicer priporočam komentiranje, vendar ni to ena izmed takih obveznih sestavin, ki jih morate imeti. Je pa še ena stvar. Če že omogočite komentarje, potem jih redno spremljajte in nanje odgovarjajte. In ne pustite, da nek komentar sedi pod zapisom, ne da bi ga kdorkoli pogledal ali nanj odgovoril. Tako da s komentiranjem pridejo tudi določene obveznosti. Druga izmed obveznosti je, da spremljate komentarje in gledate, če so primerni, če je morda samo spam, ampak to je spet vaša naloga in ne naloga captcha testov. Torej, ena stvar, ki pa jo odsvetujem, če že imate omogočeno komentiranje, je, da ne zaklepate komentarjev za captcha testom. Torej, to je tista koda, ki jo vpišete, zato da dokažete, da ste človek in ne robot. V tem primeru, če mislite, da ne boste imeli časa gledati komentarjev, potem raje tega ne omogočite. Naredili si boste precej manj škode, pa precej manj slabe volje bo zaradi tega. Tole pa samo še dve taki, recimo, bolj opazki, bolj nasveta, neka osnovna higiena, ki bi sicer jo morda omenila tudi pri kakšnem pisanju, oziroma smo že omenjali. Eno je, vsak vaš zapis optimizirajte za iskalnike. En tak vtičnik je Yoast, ki je tak praktičen in zelo uporabniku prijazen. V njem določite tako ključne besede oziroma fraze, kot napišete tudi meta opis. In to je nekaj, kar ni več neka dodana vrednost, ampak je osnovna higiena vsakega zapisa. Torej, vedno, ko objavite zapis, naredite to optimizacijo, to naj vam bo enaka osnova kot dejansko objavljanje zapisov. Enako optimizirajte tudi fotografije ali slike, če jih uporabljate v blogu, tudi tam uporabite ključne besede in to je to. To je res samo neka taka kratka opomba, ker o SEO smo že govorili, pa najbrž še bomo, ampak toliko, da se ne pozabi. Zelo velikokrat napišemo zapis, ga objavimo in potem to, ampak ne, treba je narediti tudi to SEO higieno. In še ena stvar, responsive design, prilagojenost za mobilne naprave. Če sklepam po sebi, kdaj največkrat berem zapise na spletnih straneh ali kjerkoli, takrat, ko sem izven pisarne, ker imam takrat nekaj časa, ker morda kaj čakam, ker se vozim z javnim prevozom, kakorkoli. In takrat običajno nimam s sabo računalnika, nimam s sabo računalnika in ga tudi ne odpiram na avtobusu. Imam pa telefon in če vaš blog ni prilagojen za mobilne naprave ali pa vaša spletna stran, potem je zelo neprijazna za branje in ga ne bom prebrala. In večina ljudi je takih, zelo redki zumajo in se trudijo z branjem nekih za njihove telefone neprilagojenih spletnih strani in blogov. Leta 2015 je tudi to, tako kot optimizacija za iskalnike, ena osnovna higiena, tako da premišljujte v tej smeri, če še niste, ker tudi s tem se bo širil vaš krog bralcev in tudi s tem boste dosegli precej več bralcev kot sicer. Tale seznam
je nekako tisto, kar poleg vsebine potrebuje vaš blog, da bo tak lep, modern, sodobna zbirka zapisal. O vsebini smo že govorili in bomo še govorili. Tole pa je bil en tak pregled tistega, kar mora vaš blog dejansko imeti, da bo dosegal in tudi obdržal bralce. Tako da, če imate še kakšno vprašanje, če se vam je kaj porodilo, sem tu. Sem pa tudi na e-naslovu in na Twitterju. Kadarkoli boste potrebovali kakšen odgovor, bom tu.